Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, zakaj nima smisla reči, da 20 stopinj Celzija je dvojno od 10 stopinj Celzija, kar se lahko sliši v vsakdanjem življenju. Ali pa na isti način reči, da 200 stopinj je dvojno od 100 stopinj. To nima smisla. Zdaj vidimo zakaj. Torej, mi imamo tukaj Celzijevo lestvico. Imamo ti dve temperaturi, 10 stopinj Celzija, 20 stopinj Celzija. T1 in T2. In prvo skušamo razumeti, zakaj nekdo bi lahko rekel, da ta temperatura je dvojna od T. Če mi se nanašamo na to ničlo, nič stopinj Celzija, od tukaj naprej zares, da ta temperaturna razlika je dvojna od T glede na to točko. To bi bilo res, ne? Če gledamo to in to, T1 je ena polovica od T2. Stvar je prav ta, da če mi gledamo glede na to ničlo, ampak ta ničla je bila izbrana, nič stopinj Celzija je temperatura ledišča vode. Ampak bi lahko zbrali kako drugo temperaturo kot ničlo. Na primer, lestvica Fahrenheit je zbrala ničlo pri nekem drugem fenomenu. In torej, tista ničla v resnici se jo lahko damo kamor hočemo, je ena izbira. In zdaj poglejmo, na primer, če si zmeraj obdržimo T1 in T2 pri teh temperaturah, ampak zbiramo različne ničle. Če mi bi zbrali našo ničlo lestvice pri minus 10 stopinj Celzija, bi videli, da tukaj imamo 1, 2, tukaj 1, 2, 3, da temperatura 1 je 2/3 od T2. Če bi zbrali našo ničlo pri minus 20 stopinj Celzija, poglejmo tukaj 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ta temperatura 1 bi bila 3/4 od T2. Če celo gremo v obratno smer, da zberemo našo ničlo pri 5 stopinj Celzija, vidimo tukaj imamo en interval, 1, 2, 3, da T1 je celo 1/3 od T2, še manj kot 1/2. Ta T2 tukaj bi bil 3-krat T1 celo, ne 2-krat. To je ena izbira katerakoli in torej vidimo, da to nima smisla reči. Oziroma, obstaja samo ena temperatura, kjer ima to smisel reči, in je absolutna ničla. Temperatura, ki odgovarja nič stopinj Kelvina, torej minus 273,15 stopinj Celzija, ki je najnižja možna temperatura, kjer bi vse molekule mirovale. Tam ima smisel reči to, tudi ker dvojni temperaturi, izraženi v Kelvinih, odgovarja nekako dvojna kinetična energija molekul. In tudi kot posledica tega, ko rešujemo vaje in mi moramo pomnožiti z eno temperaturo ali deliti z eno temperaturo, moramo tisto temperaturo zmeraj izraziti v stopinjah Kelvina, drugače ne dobimo pravilnih rezultatov. Prav zaradi tega ima smisel množiti ali deliti, prav zato, če zares dvojno ali pa ne, v tem smislu, ki sem tukaj povedal. Ja, tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.